Občine so tiste, ki so pomemben člen v skrbi za starejše. Zakonodajo daje država, občine smo pa tiste, ki skrbimo predvsem za najmlajše, se pravi do konca šolskega obdobja, za seniorje in pa za socialne zadeve. To se pravi, vmes aktivni sektor je tisti, ki mora pač sam skrbeti zase. Mi dajemo samo in omogočamo pogoje. Kar pa zadeva samih starejših, kot je rekel gospod dr. Gričar, jaz sem zelo aktiv na tem področju, delamo zato, ker vem, da je to potrebno, delamo pa tudi malo iz sebičnih razlogov, ker bi tudi sam rad bil aktiven del tega, recimo, te populacije, ki je zdaj, lahko rečem, kar skoraj najbolj aktivna med vsemi. Po drugi strani moramo vedeti, da imamo mi tudi zelo aktivno in eno najboljših univerz za tretje življenjsko obdobje, ki jo jaz zelo spoštujem in katera direktorca je tudi članica našega občinskega sveta. Tako da to aktivnost in sodelovanje lahko tudi na ta način zagotavljamo. Po drugi strani pa na vsak način moramo vedeti, da koliko in kako bomo aktivni, je odvisno predvsem od nas samih. Mi smo tisti, ki bomo dajali tempo, ki se bomo vključevali v nekaj ali pa ne, pri tem pa seveda imamo objektivne okoliščine. Te objektivne okoliščine so pa možnost prostora, v katerem živimo, za tako delovanje. Pri tem je pa država tista, ki daje zakonodajno osnovo, občine smo pa tiste, ki naredimo nekaj več ali pa ne. To je pa odvisno, ker po zakonodaji denarja za to ne dobimo, glavarina vemo, da se nam manjša, ampak z dobrim in vestnim gospodarjenjem sem jaz prepričan, da se da vedno najti tudi še en delček denarja za kulturo, za šport, za vse generacije, predvsem za najmlajše in za najstarejše. In moram reči, da pri nas zelo dobro sodelujemo tudi z društvom upokojencev in pa na drugi strani tudi z Univerzo za tretje življenjsko obdobje. Če pogledamo, kaj imamo pri nas v Loki. Imamo Univerzo za tretje življenjsko obdobje, imamo zelo aktivno društvo upokojencev, ki deluje predvsem na športnem področju, tudi na drugih, ampak na recimo izobraževalnem in kulturnem je bolj univerza tle aktivna. In imamo med občinske športne igre, 4 občin z Loškega in moram reči, da tam se gremo samo kdo bo drugi. Prvo je vedno društvo upokojencev Škofja Loka, ker ima dejansko tok velik potencijala. In ta potencijal seveda tudi občina z velikim veseljem tudi razvija. Potem imamo pa center slepih, slabovidnih in starostnikov, vmes nam pa 2 fazi manjkata. To je pa tisto, kar moramo pa zdaj, jaz upam, da bom še do konca svojega mandata naredil, saj eno od njih, tisto, za katero je občina bolj, recimo pristojna, to je pa dnevni neformalni center seniorjev. To bomo verjetno, zdaj se tudi dogovarjamo, da bomo prostore malo uredili, da bo v prostorih nekdanje vojašnice več prostora tako za Univerzo za tretje življenjsko obdobje, ki zdaj gostuje povsod okrog, in pa več prostora za društvo upokojencev, ki ima sicer svoje prostore, ampak bi jih radi še malo razširili. In tam bomo skušali na vsak način narediti še en dnevni center, v katerega bomo dnevno vozili tiste seniorje, ki si želijo družbe, in ki pač so zelo zadovoljni s svojim bivanjem doma, vsake tok časa bodo pa rekli, danes me pa poberite, pa pridem jaz v dnevni center, tam bomo imeli kosilo, popoldne pa domov. Potem je pa še tist formalni dnevni center, to bo pa kolegica iz ministrstva vedela, da jih še nimamo povsod, to je pa formalni dnevni center, to pa za tiste starostnike recimo ali pa starejše, ki rabijo že malo pomoči. Tako da vso to infrastrukturo moramo imeti, zraven so potem še varovana stanovanja, ki jih pa nas tudi še nimamo, imajo jih pa v bližnjih Medvodah oziroma Zbiljah. Tako da to bo potem tista cela paleta, na podlagi katere bomo lahko rekli, zdaj se pa lahko naši starejši občani sami odločijo, kje bodo sodelovali, na kakšen način bodo sodelovali. Ker moramo vedeti le še nekaj, ne? Država je tista, ki mora dati in zagotoviti vsem enake možnosti, enakopravne.
In tle sem jaz zelo strinjam z gospodom Mehom, da morajo tudi obrtniki imeti možnost, da v času, kolikor ga pač sami hočejo preživeti, preživijo lahko tudi na delu, tako kot imamo vsi ostali te možnosti. In tle moramo zagotoviti enakopravnost. Poleg tega je še eno turišče, s katerim se v Škofji Loki zadnje čase malo ukvarjamo, to je pa mednarodno sodelovanje. Lahko rečem, da Škofja Loka je seveda z izjemo Ljubljane, kjer je sedež vseh veleposlaništev, je sigurno mednarodno najbolj upeto mesto. Mi imamo 8 direktnih mest, s katerimi smo pobrateni, potem smo v združenju starih mest v okviru Slovenije, smo v združenju pasijonskih mest in smo tudi v združenju Dizelaš. To je pa eno zanimivo posebno združenje, v katerem je iz vsake države eno mesto in so povabili pred 4 leti Škofjo Loko zraven, da smo predstavnik Slovenije. In letos sem postal tudi podpredsednik tega združenja in želim razširiti območje ali pa obseg delovanja, ker pretežno je bilo druženje ustanovljeno za izmenjavo dobre prakse mladih, predvsem srednješolcev, ker vsako od teh mest, ki je vključeno, mora imeti tudi srednjo šolo. Zdaj bomo poskušali iti še korak daljše, naprej, sodelovanje med seniorji, ki si to želijo. Mislim, da je to populacija, ki ima po eni strani zadosti denarja, ker ga zelo malo porab in vedno še kaj ostane, po drugi strani večinoma zdravi in po tretji strani tudi čas ni preveč časa, se da najti, čeprav so vsi zaposleni 100%. Ampak takrat, ko je treba se malo stisniti, pa smo pač malo bolj učinkoviti in se naredi z tistih 24 ur, malo bolj aktivnih 24 ur. In tle je zelo velika možnost in to je tisto, kar bom najbolj populariziral, izmenjava in to na domovih. To se pravi med temi državami, kulturna izmenjava seveda tudi, povedati še en aspekt bi povedal z strani občinskega delovanja. Škofja Loka je tudi mesto prostovoljstva. Največji je seveda Škofjeloški pasijon, kjer se deluje čez 1000 ljudi, tako da je to res en festival prostovoljstva, jaz temu pravim. Ampak ne glede na to imamo približno 400 društev, klubov, organizacij, ki se z raznimi zadevami ukvarjajo. Ampak, kateri so najbolj uspešni? Tam, ki imajo celotno starostno paleto. To so pa predvsem gasilci in pa predprejšnjo soboto smo imeli ob 140-letnici koncert našega mestnega pihalnega orkestra, noter so od 10-letnika do 72-letnika. Tako da, to je tisto, kar moramo spodbujati in to je tisto, za kar je pa zadolžena občina.